Doma v svetu. Mladi Korošci po svetovnih metropolah. No, prosto še spomnim, ko sem šla prvič za dalj časa od doma. To je bilo v 4. razredu, ko so se z najboljšo prijateljico z vlakom odpravili v Prago. Ja, takrat naj jo je mama še odpeljala na kolodvor Beljak. In ja, ko je mama odšla in sva bili sami, tam z nahrbtniki na ramenih, sva se počutili neverjetno odrasli in svobodni. Ja, svet je bil najin. Moskva, politično, gospodarsko in kulturno središče Rusije. Ni metropole na svetu, ki bi v zadnjem desetletju doživela tako velik preobrat kot to 10-milijonsko mesto. Preobrat pa ni prinesel samo bogatstva, ki ga je moč opaziti na vsakem koraku. Preobrat je prinesel tudi revščino, ki je prav tako prisotna na vsakem koraku, ki ga naredite v tej trenutno najbolj osupljivi metropoli na svetu. Kristina Klemenjak je doma iz Celovca. V Moskvi živi že od julija 2006. V Gracu je doštudirala ruščino in slovenščino, nato pa 2 leti preživela na praksi v Rusiji. Zdaj dela na predstavništvu Avstrijske gospodarske zbornice v Moskvi. Moj delovni krog je asistenca pri organizaciji in koordinaciji avstrijskih gospodarskih firm, delegacij in tudi posameznikov, ki se zanimajo za ruski trg, ki išče investorje, partnerje gospodarske. Nismo pa le pristojni za centralni ruski trg, ampak tudi za bivše regije Sovjetske zveze, od Azerbajdžana do Kazahstana. Tukaj smo torej na Rdečem trgu, najbolj znamenitem trgu v Moskvi. Za mano znamenita katedrala Vasilija Blaženega. Če se obrnemo, tukaj sem Kremelj, simbol oblasti, sedež prezidenta Ruske federacije in pred zidom Leninski mavzolej, kjer je balzamirano telo vodje oktobrske revolucije že od leta 1924 naprej. Nasproti Kremlja pa vidite GUM. GUM je veleblagovnica, največja, najznamenitejša Moskve in ena največjih sploh. Zdaj pa gremo malo niže, pod zemljo, v moskovsko metro, ki je začela delovati leta 1935 in danes prevaža več kot 9 milijonov ljudi dnevno. Bolj znana pa je po tem, da ima najlepše in najbolj razkošne podzemske postaje, prave katedrale. Zelo lepo je tudi tukaj, da imajo kavarne, ko je pač povezana knjižnica kavarno, se lahko usedeš, piješ kakšno kavo, vzameš knjigo, prebiraš in posebno lepo je tudi, če še tam srečaš kakšnega znanca z Koroške. Marjan Gabriel je doma iz Leš pri Šentjakobu v Rožu. Za Evropsko komisijo dela v ruski metropoli že več kot 2 leti. Odgovoren je za finančno kontrolo projektov Evropske unije v celotni Rusiji. Revščina in razmah med revnimi in bogatimi je v Moskvi najbolj vidna. Ti imaš berač na vsakem kotu in tudi Lexuse in Hummerje in Rolls-Royce, Bentleyje na vsakem kotu. In ta razlika je pravzaprav, ki te poraža, ampak ti tudi pravzaprav dajemo stimul, da sam se dvigaš naprej. Če hodiš po cesti in vidiš res čisto stare ljudje, so babice, ko veš, da so celo življenje delali, ko so deloma bili tudi v vojni in zdaj v starosti je pa država pozabila, da so. Jaz sem tukaj, da spoznavam Ruse, da živim rusko kulturo, in ponudbe je pa več kot dovolj in je treba to izkoristiti. Kar mi je zelo všeč tukaj, da
da je vse možno, da je čisto vse možno, da imaš eno pot, legalno pot, eno oficialno pot in gre pa tudi drugače. Jaz bi rekla, kakih 2000. Zame je 1500 do 2000. Zavisi od tega, kako se pelješ. Če se pelješ čez Turčijo, bo jih kakih 3,5 tisoč. Če se pa pelješ čez Berlin, bo pa malo manj. Ko vidiš probleme, ki jih imajo Rusi ali pa cel svet, postaje Koroška pravzaprav čist majhen problem. Doraščali smo dvojezično in skozi to tudi nimamo takšnih problemov osvajati nov jezik. To se pravi, velikokrat pravijo, nov jezik je nova identiteta. Mi smo nekako že z dve identiteti že imeli in ni zdaj tako hudo si naučiti še en jezik. Ja, kot pravijo, Moskva nikoli ne spi, čas tako hitro mine in vse se spreminja. Kaj bo meni prinesla bodočnost, točno ne vem. Vem pa, da bi rada delala in živela v tujini in da bi to nekako bilo tudi povezano z ruščino. Ko sem na Koroškem, se mi včasih zgodi, da rečem, zdaj se pa peljem spet domov. Tako da mislim, domovina zame, to so bolj prijatelji, to so ljudje, ki jih imaš pač rad in to zdaj ni odvisno v prvi vrsti, kje je to zdaj.